V knjižnici Medvode se je že minuli teden odvilo potopisno predavanje, ki je tokrat potekalo kar v družinskem duhu. Družina Anje in Jureta z otrokoma Majem in Lano ter psičkama Luno in Kim se je s kombijem podala na izjemno pot od Arktike do španskih plaž. Na svojem potopisnem predavanju so predstavili, kako je videti življenje, ko dom postane kombi, pa naj bo to sredi polarne noči, v tišini skandinavskih gozdov ali na sončnih cestah Iberskega polotoka. Njihova zgodba je iskrena in navdihujoča, saj govori o svobodi, pogumu in preprostosti. Življenje na poti niso le sanje, temveč resničnost za družino Anje in Jureta, ki že skoraj 4 leta potuje po Evropi. Z otrokoma Majem in Lano ter psičkama Luno in Kim so se podali na neverjetno popotovanje, ki jih je vodilo od Arktike do sončnih španskih plaž. Na svojem potopisnem predavanju sta mama Anja in sin Maj delila svoje izkušnje ter pokazala, kako je videti življenje, ko dom postane kombi. Zelo dobro se počutimo, ja, ker želimo navdahniti ljudi, da v bistvu potujejo več, da si upajo več, da premagajo te svoje strahove in predsodke. Ko bi si vidiš, da ljudje so v bistvu vse posod prijazni, no, če jim daš priložnost. Zdaj, kakšna je vaša zgodba? Kako pride do tega, da iz nekega klasičnega življenja greš v to življenje v venu, v kombiju in v bistvu si doma povsod po Evropi, ne? Ja bi si tjutit in zelo se let. Ja, postopoma, no. Mi smo najprej šotorili, potem smo imeli prikolico, pa smo z leti, z meseci v bistvu šli čezdalje dlje, no. Nikoli nismo načrtovali, zdaj gremo od takrat do takrat, ampak so se te poti daljšale, pa tudi življenje nam je nekako prišlo naproti, no, da smo lahko to omogočili. Na poti pa je vedno poskrbljeno tudi za šolo in vrtec. Del dneva je posvečen otrokoma, ki opravita vse obveznosti kot njuni sovrstniki. Upisan sem v ameriško šolo, lahko po celem svetu telam solo. Šola je bolj enostavna, se mi zdi, kot ko sem bil v sistemu. Naredim tistih nekaj snovi na dan in so bolj zabavne, ko... No, pa greš v vse muzeje, vse galerije. Pa je v bistvu zabavno se učiti na tak način. Ja, mami poskrbi, da je zabavno. Ta naloga je verjetno kar odgovorna, ne? Poleg službe, potovanja, še 2 otroka izobraževati. Kako je pa ta tempo? Ja, to je v bistvu najprej je zjutraj čas za šolo, za vrtec, za službo, šele potem se gre ven, no? Tako da tukaj imamo kar strogo. In tudi recimo ful ogromno naenkrat naredimo, ne. Takrat, če smo nekje dalj časa na mestu, zelo veliko delamo, no, nekje januarja, februarja mi že celoletno snov predelamo in potem naslednje 3 mesece samo še ponavlja, ne, to, kar se je že vse naučil, ne, ker gremo z njegovim tempom naprej, ne. Brezskrben vsak dan, prepleten z nepozabnimi trenutki, ki jih preživijo v polarni noči Skandinavije, tišini gozdov ali ob sončnih cestah Iberskega polotoka, jih je popeljal na nepozabno popotovanje polno svobode, poguma in preprostosti. Kako pa se finančno lotiš takšnega izziva? Če najprej se začne pri sami zaposlitvi, ne. Zdaj če se jo da prilagoditi na delo nadaljavo, ne, ali se jo ne da, ali si kot podjetnik odvisno, ne. Tako da ta koncept v bistvu moraš najprej poštimati, da lahko je na dolgi rok finančno vzdržno, ne. Je pa ja, stresno potem. Bistveno bolj, kot iti vsak dan, ne vem, nekam na eno delovno mesto, ker se toliko stvari spreminja, ampak gre, ne, če si to res želiš, ne. Na poti pa se jim poleg čudovitih doživetij in novih izkušenj, kdaj pripeti tudi kakšna grenka preizkušnja. Po 16 letih pa pol smo izgubili kužiko, ki je v bistvu verjetno se je zastrupila z nečim, kar je pojedla, no. Ona je vse pojedla. Ja, in je čez noč začela bruhati kri in naslednji dan smo pri veterinarju potem uspavali, ker se je matrala, je bila zelo v bolečinah. Je pa tako, ja, razlog, zakaj potujemo veliko po celini in manj letimo zaradi kužka, ne. Da gre lahko posod z nami, ker je v bistvu tudi član družine, no. O popotovanju s kombijem je Anja že spisala knjigo z naslovom Sever v meni, ki kmalu prihaja med bralce.
Dogodivščine družine lahko spremljate na socialnih omrežjih pod imenom Cozy Freedom, kjer bo v prihodnje zagotovo zanimivo. Saj načrtujejo potovanje po severu Afrike, popotovanje po Gruziji, želijo pa si obvoziti tudi Veliko Britanijo.